Zdaj imamo v studiu eno super druščino, super ekipo, lahko jim krkamo tako rečemo, namreč so viceprvaki ali pa državni podprvaki, kakor je komor ljubše. Ne bomo malenkostni, ker govorimo seveda o velikih športnikih, tudi dobesedno bodo kmalu zelo veliki ali pa visoki. V glavnem z nama danes v studiu Tadej, Niko, Žiga in kapetan David, pa tudi trenerka Zora, tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj. A boste dali kaj pozdrav v sebe? Evo, Pridite malo bliže, no. Dajmo na 3-4, zdaj. Dobro jutro. Dobro jutro. V redu ste uigrani, v redu. Najprej na začetku seveda vsem skupaj čestitke za odlično vrstitev. Boljši od vas so bili samo dijaki iz Ljubljane, iz srednje upravne administrativne šole, ampak to zdaj v bistvu sploh ni več pomembno. Pomembno je to, da ste uspeli obdržati odličen rezultat in Zora tukaj verjetno ne gre zahvala samo odličnim igralcem, ampak v prvi vrsti seveda vam, ki ste fante tako dobro pripravili na odlično tekmo. Ja, vsekakor je to sodelovanje vseh, ne? Z ene strani mene, ki jih vodim, ter pa fantov, ki te vsakodnevno vsaj 2-krat na dan trenirajo, svoj prosti čas posvetijo športu in sodelovanje lahko pripelje samo do... No, to me je zanimalo, verjetno je pogosto vprašanje, koliko trenirajo, koliko treninga dejansko zahteva ta šport na takem nivoju in 2-krat tedensko, kako se potem recimo usklajujejo vse obveznosti ostale, predvsem povezane z šolo? Ja, kar bližje pridi k mikrofonu, ja. Šola nam kar omogoča, da lahko usklajujemo treninge in pouk, tako da je brez problema, no, treniramo. Tako kot ste rekli, ja, 2-krat na dan treniramo, 5-krat na teden, med vikendi pa se tekme, tako da res ni veliko polno časa zasedeni za učenje. Imate verjetno status športnika, ne? Ja, tako je. Kar pomeni, da vam grejo torej učitelji na roko. Ja. Lahko kaj manipulirate z njimi zaradi tega? Učitelji so kar prizadevni do nas, no, posebej so veseli ob zmagah, res navdušeni, nas spodbujajo, tako da ni težav. No, res me zanima, po pravici, a kaj izkoriščate to? Eni bolj, eni manj. Ker mi glasbeniki v gimnaziji smo zelo izkoriščali ta status. Kakšni pa so recimo kaj vaši načrti ali pa želje za v prihodnje? Kje se vidite recimo čez 10 let? Ima kdo že kakšen plan, da nam pobegne v tujino? Zdaj, v drugih mestih se že govori, ne Zora? Prej smo že rekli, da bodo pobegnili malce ven, zaenkrat govorijo samo kaj, Ljubljana, Maribor. Ja, ampak kakšni so pa res plani dolgoročni recimo? 4 dijaki, 3 so tule, končujejo šolanje in odhajajo na študij. Zdaj, zaenkrat pravijo Maribor, Ljubljana, kje bo pa njihova pot se nadaljevala, tudi športna kariera, pa mogoče sami lahko kaj več spregovorijo. Mogoče vse kakšna želja? Plan? Kdo ima kakšno željo, recimo, kar se tiče igranja v kakšnem znanem klubu, NBA? A so še višji cilji, lahko sploh? Ja, na začetku treba na realno tla postaviti, ne? Vsekakor ne moreš kar narediti tako velik preskok iz slovenske lige v NBA. To je zelo velik preskok. Zaenkrat mogoče prva slovenska liga, potem pa naprej se pokažejo se priložnosti in treba jih izkoristiti. Prav, se strinjam. No, prej sem prebrala, da je bil včasih najmanjši košarkar, ki je igral NBA, Američan Maxi Books. A sem prav to naglasila in povedala? Ja, tu nekje. Ja, no, v višino je meril menda 1,60 m. Kaj si nor? Ja, jaz sem 1,70 m, tako da prosim, da se... Da ti noben več ne reče? Ja, da nisem za košarko, da je prepozno. Ni prepozno. Koliko ste pa kaj vi visoki, povprečno recimo? Koliko? 1,70 m, 80 kg, nekje vmes? Ja, višina se tu okoli 1,85 m je povprečno. Jaz sem verjetno najmanjši med vsemi. Za našo ekipo je pa tako nekako znano, da nimamo nekega pravega centra. Aha, torej višine? Tako, ja. Smo bolj eksplozivni in hitri. No, super, se poznamo tudi take, ne. Jaz se recimo spomnim iz časa Olimpije Hauptmana, ne. On je bil bolj mali, ampak lej, trojka je pa bila vedno v košu. Zora, zanima me recimo, kako ukrepate, kako dejansko sploh držite skupaj te pubece, ki jih v bistvu v teh letih že kar orang razganja? Ja, sigurno mi pomaga izkušnje. 23 let šolstvo, marsikaj doživiš, marsikaj se naučiš. Vsako leto si sicer spet presenečen, pa se spet kaj novega naučiš. Predvsem gre tu za vzajemno spoštovanje. Jaz si spoštujem kot fante,
kot osebe, njihov karakter, to so res čudoviti fantje in verjamem, da bo izrasli v poštene, korektne moške in nekako s tem spoštovanjem sodelujemo. Je pa včasih tudi kakšna iskrica. Se zanete, pa potem hitro ugasne. Pogasi. Jaz verjamem, da morate biti ena taka šarfna ženska in trenerka. Kakšne so pa posledice, če pubeci ne ubogajo? Imate kakšne svoje prijeme? Razne načine, da v različnih situacijah drugače ukrepamo. Se mi zdi, da imajo fantje nekam velika ušesa. V glavnem, pubeci pri hokeju vemo, da je številka 11 najbolj zaželena, seveda zaradi Anžeta Kopitarja. Pri nogometu se razume, da je 10 top zaradi Mesija. Okay. No, na katero številko pa pri vas recimo stavite? Košarka. Ja. Dres, katera številka? Najverjetneje se najrajše nosi številka 23 po Michaelu Jordanu. Jordan. Ker pa so ponovadi številke od 4 do 15, nekako naključno zbiramo. No, vsaj za enkrat še, ne? Žrebate. Dobro, v redu. Naj bo na kratko to vse, nekaj smo izvedeli, še enkrat seveda iskrene čestitke, pogumno naprej, kjerkoli že, ne, tudi v drugih klubih morda, ne, zdaj greste malce ven, vsaj še po Sloveniji, verjamem pa, da kaj kmalu tudi v tujino. Zora, še enkrat hvala za